Dobar dan želim, lepo vas pozdravljam na novinarski konferenci po 112. seji Vlade Republike Slovenije. Najprej je z mano minister za finance Franci Križanič, ki bo govoril o predlogu strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji, o čemer smo že na prejšnji seji govorili, danes smo pa to točko zaključili. Minister, izvoli. Hvala lepa, zelo na kratko, ker smo že prejšnji teden predstavili osnovno idejo in tudi nekatere detalje. Danes je vlada dokončno sprejela strategijo razvoja iger na srečo, na osnovi katere bomo šli v spremembe zakona o igrah na srečo, ki bodo pomemben mejnik pri razvoju te dejavnosti in turistične dejavnosti na Slovenskem. Osnovna predpostavka je, da so igre na srečo lahko del turistične ponudbe in da je možno z degresivnim obdavčenjem stimulirati pomemben investicijski cikl v turistični dejavnosti na Slovenskem. V tem kontekstu bomo oblikovali oziroma predpostavljamo, da lahko igre na srečo organiziramo v različnih ravneh, od mega zabaviščnega centra do različnih še 3 ravni kazinojev in na koncu do salonov. Odprto ostaja vprašanje, ki ga bo reševal skozi zakonodajni postopek lastništva oziroma lastniške regulacije. So zelo močne ideje po popolni lastniški deregulaciji, ki se jo da potem nadomestiti, da se zagotovi javni interes z licenciranjem zaposlenih, to je v bistvu standard, kakršnega uveljavljajo v ZDA, ali pa da ostanemo tu nekoliko bolj klasični evropski, večina evropskih držav ima tu pomemben delež tudi javnega lastništva. Pri klasičnih igrah na srečo, loterija, športna loterija, predpostavljamo, da bomo v novem zakonu terjali javno lastništvo, se pravi, da se bo privatni sektor tu iz lastništva v celoti umaknil. Končne rešitve bodo prišle skozi zakonodajni postopek, ki bo po našem predvidevanju končan v prvi polovici naslednjega leta in bo odprl potem tudi pomembno perspektivo razvoja turistične dejavnosti in iger na srečo na Slovenskem. Hvala lepa. Dobro, še kakšno vprašanje, ja? Mene zanima predvsem tu z lastništvom, kako je zdaj razdeljeno pač. Ta strategija nekako govori, da ne bi ti največje igralnice imeli edine potencial vlagati in razvijati neko obigralniško dejavnost, vendar največji hit pač nima sredstv, zdaj je nek načrt, dostopi nekdo drugi. Trenutno je povsem liberaliziran najmanjši del saloni in pa največji del, to so mega zabaviščni centri. Tam se potem predpostavlja licenciranje. Obstaja ideja, da se dopusti tudi naravno rast salonov v kazinoje, grand kazinoje, zabavišne oziroma igralniško-zabavišne centre in potem megacentre. Če bi to sklenili in če bo parlament to odobril, tu se morajo interesi različnih pogledov med sabo vendarle v parlamentarnem postopku srečati. Tam je pravzaprav mesto, da se taki interesi srečajo in da se najde rešitev. Deregulaciji lastništva se doskrat omenja, da je v bistvu z tem neka skrita ideja privatizacije hita. Še komentar sam na to. Mislim, da ne. Mislim, da je osnovna ideja, kako naj bi nek uspešen manjši salon lahko prerasel najprej igralnico in potem naprej. To bi seveda verjetno možnost bila. Trenutno te možnosti v strategiji še ne dopuščamo, odpiramo pa možnost, da bomo strategijo popravili glede na parlamentarno razpravo. Mi smo sicer izvedli v koaliciji več posvetov, tudi zdaj, zadnji teden je bil na to temo, ampak pustimo kar normalno usklajevanje znotraj zakonodajnega postopka, ki bo to razčistil. Kaj slovenski narod hoče v tej zvezi, za to gre. Eno in drugo pa ima svojo logiko. Gregor. Slovenija, za kolega imam eno vprašanje. Kako komentirate domnevno vloženo tožbo strani Smučarske zveze proti vam zaradi danega soglasja k prodaji športne loterije? To tožbo smo si danes ogledali. Na prvi pogled je neosnovana, jo pa moramo proučiti. Osnovni očitek je, da smo dopustili, s tem, da smo dopustili 20% lastništvo loterije v športni loteriji, povečan delež države. Tako da to morajo pravniki proučiti. Mi mislimo, da temu ni tako. V redu, še kakšno vprašanje za ministra Križaniča? Ja, samo na hitro še. Ja? Še pri tej strategiji se doskrat govori v bistvu, da država bo šla, vsaj tako ena stran govori, uničiti v bistvu te salone, zasebnike, ko so leta vlagali, se jim je dajalo koncesije, jih spodbujali, da odpirajo, zdaj naenkrat se jih obravnava kar neke parazite in v bistvu, da bo država vse to uničila samo zato, da bi reševala hit. Še komentar na to. Ne, to ne drži. Mi puščamo salone povsem liberalizirane.
gremo eventualno sproti s tem, da jim prav dosti konkurence v bližino ne nameravamo pripeljati, se pravi, tista predpostavka, ki je nekaj časa bila, da se ustvarja grozdenje, se pravi, da več salonov pritegne več klientele, se je izkazala, da ne drži, ekonometrične študije so jo sedaj uvrgle, tako da bomo mi pač salone dopuščali tam, kjer bodo lahko pol tudi preživeli. Da bomo nekomu, ki že dela, pripeljali še zraven 1 ali 2 salona, da bodo potem vsi 3 propadli. To je trenutno. Osnovno vprašanje pa je, ali tisti, ki dobro dela, ali ima možnost prerast brez recimo nekega vmešavanja države, in to se bo pa, kot rečeno, v parlamentarnem postopku skristaliziralo. Imamo Gorica 2 igralnice, ne pa zraven kupenih salonov, ki nekako živijo, kaj zdaj se jim vzelo koncesije v določenem času. Ne, po primeru se bo postilo. Hvala, gospod minister. Zdaj pa vabim ministrico za gospodarstvo Darjo Radič, ki bo predstavila predlog programa odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji med 16. in 20. septembrom, o čemer je danes govorila na vladi, tako da ministrica izvoli. Dobar dan, lepo pozdravljeni. No, danes je vlada sprejela program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji, ki so bile med 16. in 20. septembrom. Jaz moram tukaj povedati, da pravzaprav je to zdaj že tisto 3. dejanje vlade na tem področju. Kot smo že seznanili, je vlada praktično v 14 dneh po poplavah že sprejela prvi interventni ukrep, in sicer je preko Slovenskega podjetniškega sklada ponudila vsem podjetjem, ki so utrpela škodo, interventno pomoč v višini največ 200.000 evrov oziroma 20% ugotovljene škode za sanacijo, pri čemer je seveda bila to sofinanciranje omejeno na pokrivanje stroškov zaradi izgube zalog, zaradi napak oziroma poškodb strojev in pa opreme. No, in moram reči, da na ta prvi ukrep se je prijavilo 118 podjetij in do konca decembra bo že izplačanih prvi milijon evrov za sanacijo škode. Gre za manjšo škodo. No, potem smo seveda skupaj z Upravo za zaščito pripravili oceno škode, tiste večje škode v gospodarstvu. Vemo, da nekaj podjetij je potrpelo kar veliko večjo škodo, recimo primer tak je Sveja, o katerem smo že govorili. Ocenjena škoda je bila na 18 milijonov evrov, no in na podlagi te ocene smo danes pripravili pa že program odprave posledic škode v gospodarstvu, kjer bomo vsem podjetjem, ki bojo v roku 30 dni od danes vložila svoje vloge, seveda z dokazili za škodo, tudi omogočili pridobitev nepovratnih sredstev oziroma pomoči za sanacijo škode. 18 milijonov, od tega 11, da se ne zmotim, 6 milijonov evrov načrtujemo za leto 2011, 3 milijone oziroma 4 milijone pa za leto 2012. Po naši oceni so to tiste številke, ki bojo potem realne in bodo zadoščale za odpravo posledic te škode. No, jaz moram reči, da tukaj seveda ocenjujem, da smo na tem področju dosti hitro odreagirali in verjamem, da bo gospodarstvo oziroma podjetja, ki so trpela škodo, tudi znala izkoristiti to priložnost države in prijaviti škodo Ministrstvo za gospodarstvo. Jaz bi to priložnost izkoristila še, če lahko govorim par besed oziroma vas informiram še o enem zakonu, ki smo ga danes sprejeli, in sicer je to zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti. No, tako na prvi pogled ni to nek strašen ali pa zanimiv zakon, vendar pa je zelo pomemben. S tem zakonom se namreč zagotavljajo ali pa opredeljujejo tehnične zahteve za neživilske proizvode, ki jih morajo le-ti izpolnjevati, seveda z osnovnim ciljem zagotavljanja varnosti teh proizvodov za potrošnike. Ta zakon smo sicer že imeli od leta 1999, zdaj le smo ga pa posodobili, uskladili tudi z direktivami Evropske unije, ampak kar je bistveno in kar želim danes vam sporočiti je to, da smo s tem zakonom tudi prispevali k
izboljšanju ali pa olajšanju postopkov za pridobitev odločb o skladnosti proizvodov na trg in s tem tudi prispevali, bom rekla, k izvajanju programa odpravljanja administrativnih ovir, kajti po tem zakonu zdaj bojo podjetja potrebovala za pridobitev odločbe o skladnosti nekega proizvoda z vsemi oziroma njihovih tehničnih zahtev v skladnosti z zakonom, bodo potrebovala zagotovo 30 dni manj, kot zdaj v določenih primerih pa celo 2 meseca manj. Zdaj le namreč so potrebovali za odločbo kar tam nekje od 60 do 120 dni, zdaj smo skrajšali roke od 30 do maksimalno 60 dni. No in to pač ocenjujemo pri nas na našem ministrstvu kot eno pomembno pridobitev tudi za naša podjetja, ki bodo, sem prepričana, to z zadovoljstvom sprejela. Hvala lepa. Hvala ministrica, kakšno vprašanje? Ja, Gregor, izvoli. Enkrat. Torej, danes je bilo pričakovati, da bo Evropska komisija odločala o tej pomoči, za katero smo se tudi mi prijavili za škodo, za pač povračilo solidarnostnih sredstev glede poplav. Evropska komisija je odločila v bistvu, da bo vzhodnim državam namenila šele za poplave, ki so bile maja. Kdaj lahko pričakujemo to pomoč iz Bruslja, v kakšni višini in ali jaz sem malo napačno razumel, 18 milijonov evrov gospodarske škode, Urad za zaščito in reševanje pa je takrat izdal ceno o 21 milijonih. Ja, tako imate prav, cirka 21 milijonov je bila prva ocena škode, no potem, ko smo malo bolj natančno pregledali vse obrazce in stvari, za katere so podjetja prijavila kot škodo, smo ugotovili, da tam za 2 milijona in še nekaj evrov je bilo prijavljene škode, ki jo niso mogli umestiti zelo jasno, ali gre za škodo na strojih, ali opremi, ali na zalogah, na izpadu prihodkov. Zaradi tega smo se zaradi večje realnosti te ocene odločili in znižali vrednost. Se pravi, 18 milijonov škode. Seveda država ne povrne škodo v višini 100%, maksimum je 60%, zaradi tega smo pa planirali v državnem proračunu sredstva v višini 11 milijonov. Zdaj, kdaj? Seveda moramo mi ta program poslati na Evropsko komisijo. Mi pričakujemo in seveda si bomo prizadevali, da bo Evropska komisija čim prej dala soglasje k programu državnih pomoči, vendar da ne bi izgubljali časa. Bomo kljub temu, da ne bomo še imeli uradne potrditve strani Evropske komisije, takoj začeli z postopkom pridobivanja podatkov, informacij od podjetij. In zato jih bomo takoj pozvali vsa podjetja, naj nam dajo vloge, saj veste, kako je, vedno je treba še kakšno vlogo dopolniti in da ne bi izgubljali časa, bomo pač ta čas, ko bo Evropska komisija odločala, izkoristili za to. In jaz sem prepričana, tam do poletja bi zagotovo morali dobiti. Moram pa povedati, da je že ta informacija, da je država pripravljena pomagati podjetjem, da je sprejela ta program za podjetja, za njih zelo dobra informacija, kajti na tej podlagi za premostitev tega časa do dejanske pridobitve pomoči banke veliko lažje pomagajo podjetjem oziroma jim lažje odobravajo premostitvene kredite za čas, ko bodo dejansko prejeli pomoč. Koliko bomo, zaenkrat so to sredstva državnega proračuna. Mi zdaj ne pogojujemo te pomoči s tem, ali bomo od Evropske unije kaj dobili nazaj ali ne. Mi bomo zdaj to založili iz državnih sredstev, če bomo dobili nazaj iz Evropske unije, kolikor bomo dobili, bomo pač to pokrili, drugače je to strošek državnega proračuna. Mene zanima, kako komentirate stanje v Adria Airways? Stanje podobno kot v precejšnjem delu slovenskega gospodarstva. Jaz sem prepričana, v Adria Airways mora zdaj seveda uprava, nadzorni svet, tisti, ki so za to pristojni, pripraviti en program sanacije samega podjetja. Jaz upam, da bodo pri tem uspešni in da bodo uspeli najti formulo za ponovno, recimo, za rešitev podjetja iz težav. Še eno vprašanje. Televizija Slovenija, glede gradbeništva, podjetja nekako napovedujejo ena z drugim stečaj oziroma prisilne poravnave, tudi SCT.
Tudi ekonomisti, danes tudi sindikati so opozorili, da to predstavlja zelo veliko težavo za celotno gospodarstvo, ker so pač delovna mesta odvisna od tega sektorja. Kako misli država pomagati oziroma kako naprej? No, jaz moram še poudariti, da pravzaprav je država že sprejela vrsto ukrepov, ni sicer ne samo za področje gradbeništva, s katerim je pomaga oziroma skuša pomagati podjetjem, ki so v krizi. Mnoga podjetja so te ukrepe, kot je skrajšanje vračila DDV-ja in še vrsto drugih ukrepov, ne bom zdaj naštevala, tudi garancijsko shemo uporabila. Dejstvo je, da področje gradbeništva zagotovo je utrpelo največ posledic te krize. Kriza je najbolj udarila gradbena podjetja. Mi na Ministrstvu za gospodarstvo skupaj z drugimi ministrstvi pripravljamo nabor ukrepov. Smo imeli že pripravljeno na vlado, vendar smo še ugotovili, da določene stvari bi lahko naredili bolje, tako da jaz pričakujemo v roku 14 dni bomo prišli tudi z dejanskim programom in novimi ukrepi, ki bojo namenjeni samo za področje gradbeništva. Vendar pri tem želim poudariti, da država zagotovo ne bo s svojimi ukrepi mogla pomagati gradbenemu sektorju, da bo ostal v takih dimenzijah, kot ga imamo danes ali pa kot je bil pred enim letom. Jaz še enkrat poudarjam, gradbeni sektor se bo skrčil, to je dejstvo. Država tukaj lahko pomaga samo s tem, da dejansko zažene investicijski cikl. Jaz tudi na tem področju pričakujemo, da bomo v drugem letu že imeli pripravljeni nekaj infrastrukturnih projektov, kjer bo gradbeništvo dobilo posel. Lahko nekaj naredimo na plačilni nedisciplini, na preprečevanju plačilne nediscipline in lahko nekaj naredimo na področju internacionalizacije, se pravi pomoči tudi gradbenim podjetjem pri pridobivanju poslov gradbenih v tujini. To so, mislim, da tudi tista glavna področja, kjer lahko država intervenira, drugače pa tukaj deluje trg. In verjetno bo kakšno podjetje zaključilo še v stečaju. Za delavce seveda tudi v teh podjetjih pa bo država poskrbela tako, kot na splošno velja za ukrepi, ki jih izvaja Ministrstvo za delo preko Zavoda za zaposlovanje. Še zadnje vprašanje za ministrico, Marko. Če lahko malo bolj pojasnite, po eni strani je ful enih ukrepov za pač pomagati gradbenemu sektorju, konkretnim podjetjem, tako ali drugače, na drugi strani so delavci, pač zdaj ali so slovenski ali so z drugih držav, vseeno pač lahko malo bolj poveste, kaj bo država tle naredila. No, klede, mislim, da ni kakšnih posebnosti, nič novega vam ne bom razkrila. Vsi vemo, da ima ta država urejen sistem za zagotavljanje socialnih pravic delavcev, ki izgubijo delo preko Zavoda za zaposlovanje. Tudi v teh primerih bomo pač izkoristili ta ukrep in to je tisti ukrep, ki ga država zagotavlja. In dejansko tudi vsi drugi ukrepi so namenjeni podjetjem z enim samim namenom, da se ohranijo delovna mesta. Ampak, če so podjetja v tako slabi kondiciji, da tudi ti ukrepi, te spodbude ne pomagajo, potem upam, da razumete, da pa tudi država nima čudežne paličice, da bi pa zdaj vsa ta podjetja rešila. In bodo določena podjetja bodo pač morala umreti. Za delavce bomo pa poskrbeli tako, kot je treba. Tudi za tujce, mislim, da je bilo že nekaj ukrepov tudi na tem področju, predvsem za tujce iz Bosne in Hercegovine poskrbljeno, urejeno in na tak način bo država reagirala tudi v prihodnje. Moram pa še nekaj reči, ker stalno me sprašujete, kaj boste naredili za SCT, kaj boste naredili za posamezno podjetje. Nič za posamezno podjetje. Ni naloga države, da pomaga, sploh če so v zasebni lasti, posameznim podjetjem. Mi lahko sprejemamo sistemske ukrepe, s katerimi pač pomagamo določeni ciljni skupini podjetij ali pa gospodarstvu nasploh, da lažje, zdaj v tem primeru seveda prebrodijo krizo ali na kakršenkoli drug način prebrodijo kakšno težavo. Zato konkretno za posamezno podjetje pa seveda država ne bo in ne more reagirati, tudi ni smiselno. V redu, hvala ministrica. Hvala. Se upravičujem. Ja. To je kako pomoč gradbenemu sektorju.
Me zanima, če boste pritegnili k pomoči tudi slovenske banke, ker je jasno se povezave med gradbinci in slovenskimi bankami in če boste k sanaciji oziroma k pomoči pritegnili tudi slovenske banke. Smo se pogovarjali z bankami tudi o možnosti sodelovanja. Jaz sem prepričana, da bojo seveda banke se morale vključiti, saj bi morali pravzaprav tudi banke biti zelo zainteresirane, ne, da predvsem tiste nepremičnine, ki jih imajo pravzaprav one zdaj nekje v svojih naložbah, čim prej najdejo svojega ta pravega lastnika. Več pa, ko bo program o gradbeništvu na vladi potrjen. Hvala lepa. Hvala, ministrica. Zdaj pa vabim predsednika vlade in ministra za zdravje Dorjana Marušiča, da se nam pridružita in bosta predstavila časovnico izvajanja zdravstvene reforme, ki bo v naslednjem letu eden od osrednjih fokusov vlade. Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. V prvem delu mojega zaključnega nastopa na današnji tiskovni konferenci bo sodeloval tudi kolega minister za zdravje, dr. Marušič. Razlog je najina želja, da vas seznaniva z časovnim in vsebinskim načrtom, ki ga ima vlada z zdravstveno reformo ali kot uradno naslavlja dokument dr. Marušič nadgradnjo zdravstvenega sistema. Danes sva imela zaključni delovni pogovor pred sestankom vlade in določila časovnico in vsebinski načrt dela vlade v zvezi s tem velikim, zahtevnim in težkim projektom. Za ministrstvo so dogovorila, da teze so pripravljene, pridajo v obravnavo poslancem tako vladajoče koalicije kot opozicije, kolikor bo ta želela dati svoja stališča in mnenja ter kritične pripombe na tezo v začetku januarja leta 2011. Dr. Marušič bo na razpolago tako poslancem kot socialnim partnerjem ter strokovni javnosti za razpravo o tezah do 1. aprila prihodnjega leta. 1. aprila si bo minister Marušič skupaj za svojo pravno službo vzel čas, da bo teze bržkone deloma dopolnjene ali spremenjene v skladu z dialogom, ki je bil opravljen v prejšnjih 3 mesecih, spremenil v osnutek členov. Ti bodo znova prišli pred poslanke in poslance, seveda tudi pred kolegi vlade, ter socialne partnerje in strokovno srednjo. Minister je v skladu z najnim dogovorom dolžan meni predati v roke predlog obeh temeljnih zakonov, morda enega, o tem ali bo eden ali dva se bo odločil sam, po posvetih za strokovnjaki in socialnimi partnerji, najkasneje 25. julija prihodnje leto. Tako da bi lahko, tako kot pri pokojninski reformi, ki je zdaj pod streho, kar se tiče obveznosti vlade, pričakujemo še, ukolikor bo tako odločil državni svet, da bomo imeli dovolj glasov za izglasovanje zakona tudi pri vnovičnem glasovanju. S tem je vlada svoje delo glede pokojninske reforme opravila, verjetno se bomo kasneje še vrnili k temu, toda tako je začela s pripravo že prej napovedane druge pomembne reforme, in to je zdravstvene. Mi pričakujemo, da bi jo spravili pod streho pred božičem prihodnjega leta. Podrobnosti, dr. Marušič, prosim. Hvala, predsednik. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Predsednik je natančno predstavil časovnico. Ali gre za reformo ali za nadgradnjo, bomo natančne in bolj argumentirano vam predstavil v prihodnjem letu. Dobro poznavajoč slovenski jezik je zelo bogat. Reforma pomeni nova forma. Prepričan sem, da v večjem delu zdravstvenega sistema ni potrebno iskati nove forme, ampak samo iskati odklone od pravih usmeritev za še učinkovitejši, predvsem pa kakovostnejši, varnejši zdravstveni sistem. In če govorimo o spremembi zakonodaje za urejanje zdravstvenega sistema,
je po mojem prava beseda nadgrajevanje zdravstvenega sistema. V tem področju predvidevam predvsem izpostaviti usmeritev k večji avtonomnosti javnih zdravstvenih zavodov v slovenskem prostoru, pomeni tudi na nek način prenesti v upravljanje lastnino teh zavodov, pri čemer država ohranja lastništvo v teh zavodih, daje pa upravam večjo možnost pri nagrajevanju zaposlenih glede na produktivnost in kakovost. Menim, da je to prepotreben korak za to, da zdravstveni sistem pripravimo za izzive leta 2014, ko se bodo meje v evropskem zdravstvenem prostoru odprli in bomo lahko po eni strani slovenski državljani in državljanke dobili usluge v evropskem prostoru, pričakujem pa, da bomo lažje sprejeli bolnike iz evropskega prostora k nam. V drugem delu, kjer govorimo o zdravstvenem zavarovanju, pa sem prepričan in tudi vlada je z potrditvijo časovnice v odgovoru Evropski komisiji potrdila, bo potrebna reforma. Potrebno poiskati novo obliko zdravstvenega zavarovanja, ki bo podobno, kot je zastavljena in sprejeta reforma na področju pokojninskega zavarovanja, omogočila vzdržnost javnega zdravstvenega sistema v slovenskem prostoru. Seveda, v kratkem predlagal bom reformo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Veseli me izjemno velika podpora samo najave te ideje v zainteresirani javnosti in upam, da bodo teze v javni razpravi z vsemi deležniki, ki jih je predsednik vlade omenil, nadgradili usmeritve ministra in dosegli ustrezno podporo, kajti zdravstvo upam, da je, prepričan pa sem, da bi lahko ob zaključku te vlade bila še više na lestvici vrednot posameznih državljank, upam na prvem mestu in to ob zaključku tega leta želim vsem državljankam, da bo leto 2011 polno zdravja. Hvala, minister. Kdor ima še vprašanje v zvezi s to temo, ko z ministrom odgovorila, potem bom ostal pa sam in odgovarjal na vse ostalo. Majda. Gospod predsednik, Majda Hostnik, Dnevnik. Drugič že stojite ob boku zdravstvenega ministra, ne istega, drugega. Prvič, ta napoved ni bila uspešna. Da. Kaj lahko rečete za drugič? Izkušnje so bile zelo dragocene in na nek način, kot vidim, za socialne partnere tudi boleče. Jaz sem ministra Miklavčiča pozval, da v duhu želje po socialnem dialogu vodi dialog toliko časa, da bi prišli na koncu za zdravstveno reformo do soglasja ali pa vsaj do pretežne politične večine, ki bo reformo podprla. Na koncu se je izkazalo, da je skozi številna omizja z strokovno javnostjo, socialnimi partnerji, političnimi skupinami, tako pozicijskimi kot opozicijskimi, napisal 26 osnutkov zakona o zdravstvenem zavarovanju. Prišel sem do sklepa, da je socialni dialog nujnost v demokratični družbi, vendar pa je koristen le toliko, kolikor doda vrednost tistemu, kar je napisano. Če pomeni samo zavlačevanje ali pa poskus zavrnitve reforme, potem vlada nima druge, kot da prevzame nas odgovornost za besedilo, za katerega meni, da je v korist skupnosti. Nauk iz žalostne zgodbe prvega poskusa zdravstvene reforme ministra Miklavčiča je bil upoštevan pri pokojninski reformi. Kot veste, smo na predlog sindikatov za 3 mesece sicer podaljšali javno razpravo iz marca do julija, ker pa ni prinesla dodane vrednosti, sem razpravo prekinil in vlada je prevzela odgovornost, da je s pokojninsko reformo, tako kot je mislila, da je prava, šla v državni zbor in jo tudi skozi 3 branja pripeljala do konca. Res je, brez soglasja socialnih partnerjev. Vendar pa je bila to odločitev brez primere potrebna za to, da se Slovenija danes po sprejetju pokojninske reforme, niso še v celoti izkoriščena vsa pravna sredstva njenih nasprotnikov, prav gotovo trdno najde znotraj radarja Evropske unije
v coni varnih držav, ne pa v coni držav z velikim tveganjem. In upam, da bo pri tem tudi ostalo. Iz te izkušnje sem ministra Dorjana Marušiča danes pozval, da sicer vodi socialni dialog, da ga vodi v dobri veri, da pa tudi tokrat upošteva izkušnjo, ki smo imeli iz prvega poskusa. Da je socialni dialog koristen toliko, kolikor prinese dodane vrednosti. Od tem naprej pa se začne odgovornost vlade, da procesira reformo, če meni, da je tako potrebno in koristno za veliko večino naših ljudi. Tako bomo tudi ravnali. Hvala. Ali ste dobili soglasje drugih ministrov za ukinitev dopolnilnega zavarovanja? Prosim, minister. Vlada je sprejela odgovor Evropski komisiji, kjer daje vladi Sloveniji možnost spremembe zdravstvenega zavarovanja do junija 2012 in odgovorno kot minister lahko zatrdim, da tako kot so strokovne službe ministrstvo pripravile po razpravi v Bruslju, do takrat pomembnih ali pa sploh ne bo posledic za slovenski tako finančni kot zdravstveni sistem. Torej imamo dobro leto in pol za spremembo zdravstvenega zavarovanja. Poznate svoje kolege, tudi vi ste zdravnik. Največ nasprotovanja pri prvem, da rečem, poskusu je bilo prav iz teh logov. Ste vključili zdaj zdravnike pravočasno v pripravo reforme in nadgradnje ali imate kakšno drugo strategijo? Torej, kot minister menim, da moram osnovne usmeritve teze pripraviti v najožji skupini, seveda bom pa v razpravi dopuščal tudi poglede ostalih zainteresiranih deležnikov. Glede na to, da spremljate spremembe, ki jih na ministrstvu peljemo, tako imenovani ministrovi mali koraki k velikem koraku, sem v teh spremembah se zelo pogosto ali pa večinoma skliceval na strokovne mnenja in tudi nekatere spremembe, ki smo jih peljali, so nastale pravzaprav v strokovnih logih. Tudi nekatere spremembe, ki so pred nami in jih z pilotskimi projekti peljemo, nastajajo na podlagi strokovnih analiz, tem dodamo ekonomske in seveda potem je politična razprava bistveno lažja. Zelo težko ne bo sprejeti ali pa zavreči strokovne argumente o varnosti in pa o kakovosti obravnave v slovenskem zdravstvenem prostoru. Tu politika, po mojem, mora obmolkniti in pustiti stroki, da pove, kaj je najbolj varno, kaj je najbolj kakovostno za slovenske državljane in državljanke. Še zadnjo. Še dve vprašanje imam zelo na kratko. Zanima me, gospod predsednik, kako komentirate odločitev upravnega odbora zdravstvene blagajne v zvezi z izborom kandidata za novega direktorja? Sprašujem vas to glede na to, da ima politika še vedno zadnjo besedo pri imenovanju, seveda, ne? No, ker sem s tem začela jutranji pogovor, uvod, ki mi ga je dal k tej temi, ponovi minister za zdravje. Jaz sem že večkrat izpostavil, da se med procesom ne vtikam v sam izbor. Na to vprašanje bom enako odgovoril kot prvič. Pričakujem gospoda, ki bo vodil Zavod za zdravstveno zavarovanje učinkovito, gospodarno, varno in izpeljal prepotrebno reorganizacijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ne nazadnje, gre za 2,4 milijarde sredstev, ki jih zberemo mi, državljanke in državljani Slovenije. Sam postopek, veste, da je pravzaprav daleč od vpliva vlade, ministrstva za zdravje, ministra. Prepuščen je pač upravnemu odboru in pa skupščini. Šele v zadnji točki odločajo poslanci. Veliko sem se naučil v teh zadnjih 9 mesecih, kljub temu, da 10 let delam in to bo ena od usmeritev v spremembi zakona o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju. Če mi je pa dovoljeno vseeno, menim, da ne more 11-terica izbranih v upravnem odboru izbrati osebo. Prav bi bilo, da bi skupščina imela možnost razpravljati ali se seznaniti s programom kandidatov in potem izbirati med izbranimi, izbrati najboljšega. V to smer bojo šli tudi predstavniki vlade. Naj povem, da ima samo 4 predstavnike vlade izmed 45. Jaz sem ministru naložil ali pa svetoval, da glede na omejene pristojnosti, ki jih ima vlada, tudi spričo omejenega števila delegatskih glasov, podpremo tistega,
ali tisto kandidatko, ki bo najboljši od kandidatk ali kandidatov možen gospodar zdravstvene blagajne z subtilnim občutkom za prioritete v zdravstvenem sistemu ta hip. Tukaj mislim zlasti na dostopnost in na kvaliteto, ki mora biti za vse enaka. Še zadnje vprašanje, gospod minister. Sestal ste se z direktorji bolnišnic v zvezi s pravilnikom, med drugim, v zvezi s pravilnikom o zagotavljanju 24-urnega varstva. Nekateri direktorji so zelo vznemirjeni in ne vedo pravzaprav, kako ravnati 1. januarja. Kaj so oni vam povedali in kaj ste vi njim? Menim, da gre za en prvih korakov v nadgrajevanju sistema in tu ponovno javno se zahvalim predsedniku vlade, da je imel toliko potrpljenja in mi dal teh 8 mesecev za pripravo TES. Medtem seveda smo pripravili prepotrebno osnovo za spremembo zakonodaje. Naredili smo vse, kar je v pristojnosti in moči ministrstva za kolikor toliko stabilno kadrovanje v zdravstvenem sistemu. Veste sami, da smo pripravili zakon, da smo pripravili številne ukrepe. Eden od teh je pravilnik o neprekinjenem zdravstvenem varstvu. Torej minister, vlada je pripravila vse, sedaj je pa na upravah bolnišnic in zdravstvenih domov, da organizirajo neprekinjeno zdravstveno varstvo tako, kot pričakujemo državljanke in državljane Slovenije. Naj ne pozabijo, da je njihova odgovornost tu v skladu z zakonom jasna in tudi marsikdo drugi se predaja svojemu delu, tako da orodje smo jim dali, morajo pripraviti neprekinjeno zdravstveno varstvo in na njih je sedaj naloga. Vprašanje, torej vas je bilo prav razumeti po letu in pol združitev obveznega in dodatnega zavarovanja, kaj bi recimo to pomenili za vzajemno in pa kaj predvideva reforma oziroma je že kakšen oris tega, kaj bi pomenili za reorganizacijo bolnišnic in porodnišnic v zadnjem času? Glede prvega vprašanja morate priznati, da je Slovenija na nek način pred hudimi vprašanji, namreč kot minister, ki je odgovoren za javno zdravje, se bolj ali manj ukvarjam z zasebnim delom zavarovanja. Pa ne samo jaz, tudi vsi moji predhodniki. Postavil bom drugače, postavil bom javni interes, javno skrb državljank, da si zagotovimo ustrezno zdravstveno skrbo. Sveda, moral bom potem nekako zagotoviti tudi, kaj bo z zdravstvenimi zavarovalnicami, ki se danes ukvarjajo z zasebnimi sredstvi. Na neformalnih sestankih so zagotovili, da v 2 letih lahko ponudijo produkt. Danes državljani in državljanke nimamo zdravstvenega produkta, ki bi ga lahko zavarovalnice zavarovali. Veste sami, vsaka storitev se deli na 2 dela. Zelo hitro na drugo vprašanje, kar se porodnišnic tiče, verjetno vam je že znan moj pristop. Pričenjam vselej z strokovnimi analizami, morda kasneje dodam ekonomsko, če je potrebno, vendar moj vidik je dolgoročen in me ekonomska vzdržnost danes ne toliko zanima me tista čez 4 ali 10 let. Zadali smo si program v tej vladi stabilen zdravstveni sistem do 2020. Ko bo vse to pripravljeno, ko bodo te analize pripravljene, skupina, ki je bila za to poklicana, je pripravila analizo, to obravnava razširjen strokovni kolegi. Nekje sredi januarja pričakujem, da bo zaključena strokovna razprava, potem se bo začela javna razprava. Vendar naj mi bo dovoljeno še minuta ali 2. Poglejte, kot minister si ne morem zatisniti oči. Če obstajajo v Sloveniji, prosim, zapomnite se, obstajajo porodnišnice, kjer se 352 dni ni zgodil porod dvojčkov. Torej med enim in drugim porodom je bilo 352 dni. Obstajajo porodnišnice, kjer 39 dni ni bilo carskega reza. Med enim in drugim carske rez 39 dni. In tudi take, kjer 10 dni ni bilo med enim in drugim porodom. Torej, to so kazalniki varnosti in kakovosti, sestavljal sem jih dolgo časa tudi v strokovnem času moje kariere kot minister, sem odgovoren za resor in si ne morem zatiskati oči in zato po strokovnih razpravah prihajam pred javnost in bomo te vprašanja morali odpreti. Namreč, vem in veste tudi sami, če se bo kaj zgodilo, boste klicali ministra na odgovornost. Ne lokalnih političnih veljakov. Hvala, predsednik. Lep dan, veliko zdravja. Ker se predsednik vlade mudi v Bruselj. Brez zamere, ampak ob 2. uri ne bi bil na letalu za Bruselj. Zato mi dovolite, da preden odgovorim na vaše vprašanja, samo na kratko pojasnim pomembnost srečanja danes in jutri v Bruslju, kar običajno, kot veste, ne storim. Tokrat
je za izjemo razlog. Potem, ko sta nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Sarkozy na predvečer srečanja v jeseni Evropskega sveta najavila inicijativo za potrebne spremembe Evropske pogodbe, ki je bila pravzaprav nedavno šele dobro sprejeta, se je odprlo vprašanje, ki bo kar nekaj časa zaposlovalo evropsko politiko in upajmo na koncu imelo srečen konec. To je implementacijo tistih prepotrebnih mehanizmov v pogodbo o Uniji kot eni pravni podlagi, ki bo sankcionirala države, ki ekonomskih politik, ki bodo dogovorjene soglasno, ne bodo spoštovale in bodo za voljo tega sankcionirane. Slovenija je včeraj, sestal se državni zbor, obravnavala predlog sklepa, kot ga je predlagal predsednik Evropskega sveta, Van Rompuy. Zadnjo smo dobili trdno politično večino v državnem zboru. Mandatu, ki ga imam, da sprejmem ta predlog, ni nasprotoval nihče. Moram pa javnosti zelo jasno povedati, da je to prvi izmed mnogih korakov, ki vodijo do dokončne odločitve o stalnem mehanizmu za trdnost evra. Mnogo dilem in rešitev, verjetno, ki bodo diskutirane do marca leta 2011 o tem, kako naj posamezne države, tiste, ki so na varni in nevarni strani radarja, ravnajo za to, da bi ohranile trdnost evra in kakšna bo vloga nečlanic evroobmočja, ki pa so članice Evropske unije, gre za slavno vprašanje opt-in, opt-out. Rad bi vam samo tole položil na srce. Ne samo kot politik, tudi kot poznavalec. Zelo redko se v mednarodni skupnosti, tokrat na ravni 27 držav, na ravni Evropske unije, v tako kratkem času porodi potreba po spremembi pogodbe, ki utemeljuje to skupnost. Zelo redko. Mora biti zelo, dovolj si bom reči, dramatičen razlog, da pride do iniciative za to potrebo in soglasja, sicer bistveno manj ostrega od tistega, ki sta ga predlagala nemška kanclerka in francoski predsednik, to da vendarle do soglasja, da bo do majhnih, a potrebnih sprememb te pogodbe prišlo. To vam kaže, to želim reči, na velike spremembe, ki se dogajajo v našem okolju in jih moramo gledati z enako mero poglobljenosti, kot gledamo domače politične in gospodarske razmere. Zdaj sem pa pripravljen na vaše vprašanje. Predsednik z desne strani je pravi Rafal vprašanje, kar izvolite povesti. Mene zanima, imam vprašanje, kar se tiče današnjega poročanja Dela, sicer članka Dejana Karbe. Kako komentirate dejstvo, da je Ministrstvo za finance na razpisu izbralo dražjo ponudbo? Na razpisu je izpalo tudi podjetje, ki je avtor aplikacije za obračun plač v javnem sektorju in to podjetje tudi opozarja, da se lahko zgodi, da bo prišlo celo do sesutja sistema pri spremembi zakona. Kako to komentirate in če zaupate izbiri finančnega ministrstva, pa samo še to ali... Menim, da bo potrebna, če drugače ne bo ugotovljeno, ali so ravnali prav ali ne, revizija tega postopka, tako da bo izbran tisti, ki je najboljši ponudnik. Torej napovedujete revizijo? Če bo tako ugotovljeno strani Ministrstva za finance. In pa ali da je to neizogibno potrebno, da pridemo do boljšega ponudnika storitev. In pa ali že veste, zakaj niste dobili v roke pisma, ki so vam ga poleti poslali iz tega podjetja, ki je izpadlo iz razpisa, v katerem so vas hoteli opozoriti na pač te nepravilnosti in na možne posledice? V mojem kabinetu se bodo pozanimali, zato jim bodo poskušali odgovoriti po najboljših močeh. Boštjan Veselič, Info TV. Gospod premijer, danes ste na vladi ponovno govorili o patrijah.
2 leti se... Danes ne, ker ni bilo ministrice, ker je v Afganistanu. Bomo pa o tem razpravljali prihodnjič. Pogledajte, vse 2 vladni stranki, Zares in LDS, so nekako naklonjeni prekinitvi pogodbe. Zanima me vaše stališče, vas vprašam naravnost. Bi vi v tem trenutku na podlagi znanih dejstev prekinili pogodbo s Patrijo? Ministrstvo za obrambo je bilo podpisnik pogodbe leta 2006. Med nami je sedaj konsens, da je Ministrstvo za obrambo v letu 2010 tisto, ki predlaga in sprejme odločitev v zvezi s tem. Jaz sem za to odločitev objektivno odgovoren, kot predsednik in predstojnik Ministrstva za obrambo. Predvidevam, da poznam, kaj bo Ministrica za obrambo predlagala in sprejela. In vem, da bo to naletelo na različna mnenja. Potem bo ministrica ukrepala, kot bo menila, da je prav. Jaz bom povedal pa moje osebno mnenje. Če bi obstajali razlogi, da se brez nevarnosti za odškodnine pogodbo razdre, bi jaz tak predlog podprl. Ne gre samo, in to je zame manj pomembno, za vprašanje, ali bodo na koncu pravnomočno dokazali torej korupcijo ali ne v tem poslu. Zame je ta hip bolj pomembno vprašanje konsolidacije javnih financ in denar, ki ne bi šel za razvoj Slovenske vojske, bi ta hip bolj potrebovali za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Slovenska vojska sicer primerno opremo potrebuje, brez nje tudi ne more sodelovati v misijah, brez nje se tudi ne more razvijati. Slovenija je suverena država in vojsko potrebuje. Smo del zavezništva, vendar pa so tudi obdobja, in to obdobje je obdobje gospodarske krize, kjer je potrebno ekonomizirati z finančnimi odločitvami. In moje mnenje je, da razvoja vojske ne bi postavil pred, recimo, razvoj znanosti in tehnologije. Prosim. Marko? Vprašanje najprej. Ob otvoritvi Dolenjske avtoceste ste se pač vi bil tam prisoten, ste se zahvaljeval tudi svojim svetovalcem, da so dosegli pač sporazum s prevoznikom Kovačičem in družino Lužar. Pa zdaj v bistvu kolega zanima, če zdaj sprejemate tudi del odgovornosti, da je Dars to tok preplačal, pač za 2 milijona evrov preplačal. To je včeraj že bilo vse zbrano, mislim na gradivo, ki pojasnjuje odgovore na vprašanja in ga lahko dobite v mojem kabinetu. Še vprašanje, zdaj že več kot 100,000 brezposelnih na zavodu. Kako to komentirate? Pa če lahko še en kratek komentar na strategijo igrah na srečo, pač kar je bilo danes na vladi. Število brezposelnih se v Sloveniji giblje iz meseca v mesec okrog 100,000. Mesec je pod to številko, mesec je nad njo, to da daleč od pričakovanih 140,000, kot sta bila napovedovala dva, eden mednarodni urad in domač urad za makroekonomske študije. Tako da sem z vidika tega zadovoljen. Seveda je vsak, ki je nezaposlen, problem. Problem zato, ker je brez socialne varnosti zase in za svojo družino. In želja vsake vlade in oblasti je, da zagotovi tak trg delovne sile, da bo ali tako fleksibilen, ali tako urejen, da bi prišlo, če le mogoče, do polne zaposlenosti. Kot veste, polna zaposlenost ni nek cilj, ki bi si ga zadajale samo kakšne zelo socialistične vlade, ampak je to cilj, ki se ga je med drugim zapisala tudi Evropska unija. Zdaj, mi imamo približno torej 7,1% anketno brezposelnosti, smo 4. država v Evropski uniji po uspešnosti boja proti brezposelnosti. Jaz mislim, da je treba to respektirati. Poleg tega bi vam rad povedal dvoje. Kljub krizi Slovenija ni med tistimi državami v Evropski uniji, ki bi se zaradi tega kakorkoli povečala revščina v tej državi. Torej, prag revščine, stopnja tveganja revščine je bila celo izboljšana, ne pa poslabšana.
Prav tako lahko v pristojnih službah vlade dobite vse podatke, ki so vam na razpolago. Jaz sem o tem pred 2 dnevi govoril z ljudmi, ki so odgovorni za kazalce socialne politike v Sloveniji, da ljudje ne samo objektivno niso v bistveno slabšem socialnem položaju, kot so bili pred krizo, tudi subjektivno, ko jih vprašajo anketno, ne menijo, da živijo slabše, kot so živeli pred krizo. Te podatke lahko dobite in so vam na razpolago. Jaz bom, ko bom končal to konferenco, naročil pristojnim, da vam jih tudi dajo. To so zelo zanimivi podatki. Namreč ta zadnji se mi zdi zelo poveden. Res je seveda, da je prišlo tukaj do... V letu 2009 je bilo 40 tisoč ljudi brez službe. V tem letu samo 7 tisoč več. Torej, pogledajte, kakšen velik prepad v številu zaposlenosti se je zgodil. Vendar je za nas 7% brezposlenost še vedno visoka in jaz bi rad, da gremo med države, ki imajo približno 5% brezposlenost. Vendar smo še vedno 4. država v Evropi, ki ima glede tega vprašanja tako, bom rekel, zaenkrat dobre številke. In kot rečeno, zame je fascinanten podatek, da ljudje tudi subjektivno ne menijo, da živijo bistveno slabše zaradi krize, kot so živeli pred njo. Še eno vprašanje? Igre na srečo. Igre na srečo. Najprej, kot veste, velja sedaj v celoti zakon o integriteti in boju proti korupciji. Tako da sem jaz moral svoj včerajšnji posvet in pogovor z gospodom Pečečnikom, kot poznavalcem tega področja, tudi zabeležiti in poslati proti korupcijski komisiji. To je storjeno in lahko preverite v mojem kabinetu. Kaj je bila tema najnega pogovora? Tema najnega pogovora so bile njegove izkušnje. Kot veste, je investitor v številnih državah, tudi v državi, ki ima najbolj zapleteno zakonodajo prirejanja iger na srečo, to so Združene države Amerike. Hkrati pa je investitor tudi v drugih državah po svetu. Sam izdeluje torej igralniške avtomate, ki so danes eni izmed najbolj cenjenih na svetovnem trgu. Od takega sogovornika si prav gotovo želi slišati mnenje o strategiji, ki jo bo danes in jo je sprejela vlada, zlasti zato, ker je bil član strateškega sveta, ki je strategijo pripravljala. Ni nobena skrivnost, da je gospod Pečečnik tako v pogovoru z mano, kot tudi javno povedal, da se je strategija nekoliko oddaljila od tistega, kar so strokovnjaki v strateškem svetu ministru predlagali sprva. Zato sem jaz, ne zaradi pogovora z gospodom Pečečnikom, to da tudi zaradi tega, danes na seji vlade predlagal, da se strategije, ki je sicer osnova za pripravo potrebnih zakonov, ne jemlje kot Biblije, ampak kot neko temeljno usmeritev, da je pa toliko bolj pomembno za voljo nekaterih različnih stališč, ki so in ostajajo tako v strokovni javnosti, kot seveda v za to zainteresirani industriji, toliko bolj previdno in preudarno pripraviti potrebne zakone, ki bodo šli v parlament v pomladi prihodnjega leta. Simona Grmek, STA. Mene pa zanima vaš odziv na objavljeno poročilo posebnega poročevalca Sveta Evrope Martija v zvezi z kosovskim premijerom Tačijem, da ne bi bil on vodja mafijske združbe. Pa še eno vprašanje bi imela, kdaj pričakujete poročilo posebnega poročevalca za Bosno, gospoda Kučana? Najprej, prvega vprašanja ne želim komentirati. Sam sem bil član parlamentarne skupščine Sveta Evrope, bil sem tudi njen podpredsednik. Ne vem, kako so imenovani poročevalci, kakšna je njihova pristojnost in oni so tisti, ki komentirajo stališča, vse dokler niso sprejeta na plenarnem zasedanju. Takrat postanejo predmet javne obravnave. Seveda pa za voljo vsebine stvar v javnosti odmeva, ni pa stvar, to bi bilo nespametno,
predsednika slovenske vlade komentirati to, preden postane ta dokument sprejet na plenarni skupščini Sveta Evrope. Drugič sprašujete po poročilu, ki naj bi ga pripravil torej posebni odposlanec predsednika vlade, gospod Milan Kučan. Nikoli nisem govoril drugače, kot je res, tako da tudi zdaj, čeprav ste me spravili v zadrego, ne morem zanikati, da poročilo ni pripravljeno. Poročilo je pripravljeno v enem izvodu, imam ga jaz in čakam na pogovor z predsednikom republike in zunanjim ministrom ter posebnim poslancem, gospodom Kučanom, da se odločimo, ko bo poročilo prevedeno v angleški jezik, kako bomo z njim ravnali naprej. Poročilo pa je zelo dobro. To je vse, kar lahko rečem. In je zaupne narave. Okay, da zaključimo samo na tej strani še zadnje vprašanje, na desni, pa gremo pa še hvala. Vera Lađiš, Pop TV. Gospod premier, če se navežem na Patrio, sami pravite, da se nagibate oziroma ste proti razveljavitvi zaradi tveganja visokih odškodnin. A se kaj ve, kolikšne so te odškodnine in kaj, če ne pride do konsenza znotraj koalicije glede te zadeve? Jaz mislim, da je prav, tako kot smo se na koncu odločili. Odgovornost za odločitev je seveda objektivno in subjektivno moja. In to je, da končno odločitev sprejme ministrica za obrambo, ker je tudi prvo odločitev za nakup 135 vozil v višini 278 milijonov evrov sprejel minister Erjavec. To odločitev bo ministrica sprejela. Prav gotovo pa bo naletela tako na pohvale kot na kritike svojih ministerskih kolegov, ter tako na pohvale kot kritike poslank in poslancev Državnega zbora, pa tudi javnost se bo različno odzvala. Ministrica bo prav gotovo, to vam zagotovim, ker jo poznam, ravnala tako, kot misli, da je najbolje, ko ona postavlja, bom rekel, prioritete, spričo katerih se za tako odločitev odloča. Jaz sem vam pa prej povedal, da kot predsednik vlade na eni strani ne morem mimo skrbi za razvoj vojske, po drugi strani pa moram gledati tudi na konsolidacijo javnih financ. Pri čemer se zaradi enega ali drugega ne smem zaleteti v nobeno od odločitev, če vanjo nisem prepričan, da je, kot sem rekel, čista. Odločitev za storno pogodbe ta hip nosi nevarnost odškodnin. Dokler bo ta nevarnost odškodnin, se jaz zlahka ne morem odločiti, čeprav imam pred seboj cilj, da bi se ta denar, ki je sicer namenjen ta hip za razvoj vojske, namenil za razvoj visoke tehnologije, se torej ne želim prenagliti. Razumite, da gre za težko odločitev, ki smo jo podedovali, 2 leti jo tematizirali, zdaj pa sprejeli sklep, da je potrebno to stvar dokončno urediti. Je še ena druga možnost, ki jo jaz svojim ministrskim kolegom predlagam, ki bi pa pomenila, da v celoti prevzamem breme odgovornosti za to odločitev nase. In sem pripravljen to sprejeti, vendar bi potreboval absolutno podporo ministrskega zbora. O tem nočem govoriti. Naslednji teden, ja, Gregor. Predsednica LDS je v začetku tedna precej ostra, vlada je izgubila razvojni fokus. V torek ste imeli v parlamentu tudi v bistvu nekako na 8 oči verjetno pogovor glede tega. Kakšne so razmere v koaliciji in kdaj lahko pričakujemo to razvojno ali pa gospodarsko klauzuro, ki jo predlaga? Razmere v koaliciji niso predmet tiskovne konference po seji vlade. Vlada dela povsem normalno, tudi danes ni bilo dobenega od vprašanj, ki bi vlado razdvajala. Je pa to razlog, ta diskusija, ki smo jo imeli, da ob odločitvi, da prihodnje leto začnemo z zelo težko, mislim, da težjo razpravo od pokojninske reforme, to je za razpravo o zdravstveni reformi, povezana ta dilema, ki jo je odprla kolegica ministrica Kresalova, koliko pravzaprav reform zdrži lahko ta vlada. Kako napet lok reform
si lahko privoščimo, da ta ne bi počel. Ker ni naša želja, da bi imeli čim več domačih nalog in težkih reform. Naša naloga in želja je, da jih čim več spravimo uspešno pod streho. Zato vam bom povedal takole. Po posvetu z ministri na naslednji seji, posebej pa z vodji poslanskih skupin in voditelji strank, se bom odločil tudi o naslednjem. Ali bosta podobno navodilo za pripravo drugih dveh reform dobila tudi minister Svetlik, ko gre za pripravo reforme trga dela, in ministrica Krepsova, ko gre za pripravo reforme javne uprave oziroma javnega sektorja. Moj predlog bo, da sprejmemo to tveganje. Na prvi pogled se zdi drzno, skoraj nerazumno tveganje. Po mojem mnenju pa Sloveniji časa za temeljne strukturne reforme zmanjkuje, ker se sedaj začenja drugi polčas tega mandata in za vse reforme je potrebno približno leto dni časa, da jih spravimo pod streho. Če jih želimo spraviti pod streho še v tem mandatu, potem je zdaj čas, da se na njo osredotočimo. O tem bo tekla diskusija tako v koaliciji kot v vladi in jasno je, da je ključna naloga predsednika vlade ta, da zna pametno procesirati spremembe. Zaenkrat menim, da mi je to kar dobro uspevalo, ne brez napak, vendar pa mislim, da smo prvič za seboj pustili ureditev enega izmed najbolj bolečih nesporazumov za sosednjo državo, to je ureditev mejnega vprašanja. In drugič, da smo spravili pod streho, vsaj kolikor je doslej bilo to mogoče, pokojninsko reformo. Ob tem smo, če pogledate na semafor izhodne strategije, spravili pod streho večino zakonov, ki zadevajo izhodno strategijo. Brezposelnost, o kateri je prej gospod spraševal, je okrog 7%. Primanjkljaj je zadovoljujoč, je pod 5% in naša želja je do leta 2012 okrog 3%. Naš javni dolg se giblje še vedno daleč pod evropskim povprečjem. Res je, da je v zadnjih 2 letih skokovito poskočil, naša naloga je, da ga umirimo. Gospodarska rast bo 1%. Torej tudi tukaj lahko pričakujemo, tudi glede na povpraševanje, izvozno in ostale kazalce, da se bo ta gospodarska rast v prihodnje okrepila. Ampak če me na koncu vprašate za novoletno željo za prihodnje leto, moja želja je, da bi, tako kot smo letos, v letu 2010 spravili pod streho pokojninsko reformo, prihodnje leto spravili pod streho tudi zdravstveno reformo, tako bi v 2 letih ozdravili trajneje pokojninsko blagajno in ozdravili trajneje zdravstveno blagajno. Zato pravim tistim, ki danes razmišljajo o referendumu, o pokojninski reformi naslednje. Preden se za to odločite, razmislite o naslednjem. Tako, kot si bomo postlali, tako bodo naši otroci spali. Ne odločamo samo o tej generaciji. Odločamo tudi o drugih. Za nami, naših. Hvala lepa. Hvala lepa za udeležbo.